Spremljate koncert Glas življenja 2021. Jera in Miha Novak, dobrodošla v našem pogovornem kotičku. Dober. Hvala. Spoznali smo vaju na Ritmu srca 2020, Jera, tebe pa že eno leto prej v solo izvedbi. Ampak vidva sta več kot pevska partnerja, vidva sta mladoporočenca. Čestitke. Hvala. Kako rasteta v odnosu in kdaj je za vaju odnos izziv? Ja, vsak dan rasteva, vsak dan se učiva. Izzivi so taki manjši do večjih, čisto vsakodnevni, ne vem. Kakšna stvar se moraš včasih sam zmeniti, ki bo kakšna stvar pospravljena ali pa da kakšno stvar narobe jaz odložim, a ne pa zelo hitro kaj čisto po nepotrebnem spričkaš. Tako da se učiva take stvari, čim lepš zgladiti, se zmeniti. Pa tudi do večjih izzivov. Ja, vsak ima kakšne želje za prihodnost, za svojo poklicno pot, ne vem, kje živeti v prihodnosti. A ne, take stvari pa zahtevajo malo več pogovora, da se res skušava slišati, no, drug drugega. Tako, še ti kaj dodaj. Ja, pa prek komunikacije. Ne? Komunikacija nama obema pač izziv. Kako kakšne stvari povedati, da ne ranva, pa da si želiva drug drugemu dobro, pa včasih je težko povedati tako, da narediš dobro. Kakšni pač paziti na besede, včasih paziti na ton glasu, včasih tudi kakšno stvar meham počakati, pa malo kasneje povedati. Tako no, čisto, kot je rekla Jera. Vsakdanji izzivi, prek tistih najbolj rasov, ampak te so najbolj taki pač naporni včasih. In komunikacija je vedno izziv. Lahko rečem, tudi po mnogih letih zakona bo vedno izziv. Tako da kar dobro natrenirajte. Hvala. Kaj je pa tisto, kar se vam zdi, da vaju je v življenju izoblikovalo? Ne vem. Se mi zdi, da mene osebno je pač izoblikoval napori, tisto, kar sem ali tako osebno dal čez v družini, usklajevanje med brati, sestrami v družini, tisto, kar smo drug za druge lahko naredili, včasih pomagali, prevzeli kakšno delo, kakšne stvari. To se mi zdi tisto, kar me je ven potegnilo iz tega individualizma, iz tega, ko sem gledal sam nase, pa pogledal še na druge. Ne. To je pa, ja, na začetku je to družina, predvsem, kasneje pa tudi mogoče na župni so bile aktivne stvari od oratorija, od vseh drugih skupin, kjer sem se to učil in rastel v tem. No. V tem se izoblikujem še danes, ampak se mi zdi, je to tako zelo močna zadeva, če pogledam svoje življenje. Ne. Ja, jaz se strinjam, se mi zdi vsakega izmed naju najprej družina najmočneje zaznamovala, izoblikovala, nama dala popotnico za naprej, potem pa tudi vsi odnosi, v kjer sem jaz stopala, no? Razne dejavnosti, ne vem, ali v šoli, ali vsi učitelji, meni so bili mnogi učitelji velik zgled, in potem tudi vse odločitve, ki sem jih sprejela do zdaj, a ne? Za poklic, za, ne vem, da se ukvarjam z glasbo, da posvečam en del svojega časa temu, odločitev za Miha, a ne, vse to se mi zdi, da me je močno izoblikovalo, no? In verjamem, da naj bojo preizkušnje še izoblikovale naprej. Ampak ne glede na preizkušnje, danes govorimo o veselju do življenja. Kdo je vama vzor pri hvaležnosti za življenje? Kdo je tisti, ki vaju uči biti hvaležen za življenje? Se mi zdi, da te hvaležnosti se jaz nekako ne moram naučiti spontano. Cel življenje sem učil, vesela nad neko tudi preprostimi stvarmi, lepimi stvarmi, pa tako tudi zdaj, ko se opazujem. Ne vem, ali je to zaradi moške tekmovalnosti, jaz smo v takem svetu, hitro začnem tekmovati, se primerjati, finance, denar, napredovanja, vse take stvari in se velikrat pa zapadamo v ene te skrbi in iz tega, no, tako me najmočneje potegne ali pa tako prav ustrezne primer ljudi, ki jih poznam, ko imamo pa kakšne težke preizkušnje. Naprimer, zdaj konkretno imam v glavi na družino, tudi, ki
imajo punčko s posebnimi potrebami, težko gibalno ovirana. In ne vem, ko se spomnim na njih, ko so tam iz vasi, ko jih poznam, ko jih vidim, kakšno veselje, kakšno hvaležnost v tem, kar imajo okrog tistega vozička. Tako se rečem, to je tisto, kar mi strezne, tisto, kar si rečem, koliko imam vseh, koliko nama je podarjeno v življenju, nad čim se lahko veseliva. Pa se moram odločiti, na katero pot bom stopil, ali bom spet šel po tistim, se začel primerjati, razmišljati, načrtovati in se v tistem izgubil, ali pa se rečem, ok, lahko sem pa sam hvaležen nad vsem tem, kar je bilo podarjenega, tega je bilo veliko. Ira in Miha, hvala vama za vse podeljene misli. Oder je vajn. Hvala lepa.